absolutno. Sigurno je zaznamovalo leto z tem, da se je konstituiral na novo občinski svet, kjer smo imenovali 3 podžupane, vse komisije in seveda nekako našli skupno jezik pri pomembnih projektih. Tako smo praktično v letošnjem letu dokončali pomembne projekte, ki smo jih že dobili tudi odobrene z evropskimi sredstvi leta 2021. To gre za 2 kolesarke proti Dobovi, proti Krški vasi. Končali smo vodovodni stolp skupaj s paviljonom, gradimo atletski stadion, smo dokončali, gradimo v tem trenutku tudi zdravstveni dom in pa veliko investicij po celi občini. Seveda nas je zaznamovala v letošnjem letu tudi ponovno migrantska kriza, težave z Romi in podobne stvari. In seveda jaz lahko rečem, da je zelo pomembno, da kljub močni različnimi pogledi in pa zelo pestrem občinskem svetu smo na koncu z sodelovanjem in pa nekako z ključnimi projekti našli tudi pot, kako naprej, in jaz bi se zahvalil vsem, ki so pri tem pomagali, da v občini Brežice znamo se povezati, ko gre za pomembne projekte. Ta naziv mi pomeni izjemno ne samo presenečenje, ampak res ena od lepših nagrad, ki sem, vse so lepe, ampak ta je pa tako sem začudena pravzaprav, da sem jo dobila in presrečna. In vsem, ki so to naredili, da sem to dobila, sem hvaležna. Hvala vsem. Vesel in ponosen sem, da sem prejel oktobrsko nagrado občine Brežice, dejansko za zasluge pri obrambi države in za ohranjanje kulturne dediščine. Zahvaljujem se Posavskemu muzeju kot predlagatelju in seveda Alenki Černelič-Krošelj kot direktorici, županu občine Brežice Ivanu Molanu in seveda občinskemu svetu in vsem, ki so sodelovali pri tem izboru. Malo manj kot 500-letna tradicija. Upamo, da se bo še nadaljevala. Zelo hvaležen, počaščen za oktobrsko nagrado, tudi presenečen po eni strani. Seveda pa ta nagrada nekako za minulo delo, bi rekel, in pa obveza za prihodnje delo. Upam, da se s tem ne bo končalo. Mislim, z delom. Ob vesti, da sem prejemnik oktobrske nagrade občine Brežice, sem bila nemalo presenečena. Pa tudi moram priznati, neskromno priznati, da sem bila tudi vesela. Vendar moram reči, da bi ta nagrada sigurno mi ne pripadala, če ne bi imela ob sebi toliko članov, zlasti pa tiste, ki so zelo aktivni in mi pomagajo pri delu oziroma ki samostojno opravljajo mnoge stvari. Tako da bi ob tej priliki se zahvalila vsem tistim članom našega društva, ki aktivno delujejo in skrbijo za ugled in prosperiteto društva, ki ima res kot eno prvih nalog skrb za starejše, za njihov boljši socialni in sploh boljši položaj v družbi, kajti mi, ko smo na terenu, poznamo problematiko starejših, tudi zato lahko v marsikateri zadevi plodno sodelujemo in opozarjamo na stvari, ki jih je potrebno za starejše storiti. Naša nagrada oziroma današnja nagrada nam pomeni to, da smo v 20 letih le nekaj dobrega naredili, tako za kraj, za občino, na koncu koncev tudi za regijo ali državo. Kako pa naprej? Ja, to je pa eno zanimivo vprašanje. Lahko z prve roke rečem, če dalje manje tega volonterstva, če dalje manje, ne samo v športu, nasplošno govorimo in ja, strah me je, kako bo naprej. In danes so rekli, smo na pol poti, jaz dvomim, če bomo še lahko tako v takšnem sistemu sodelovali oziroma delovali. Ampak v vašem klubu ni strah? Ne, gledajte, podmladek je, se reče, mi imamo 50 aktivnih igralcev, mladih, tudi državnih prvakov, perspektivnega slovenskega razreda. Ta nivo bo. Problem je, ker v tem nivoju rabiš sredstva, rabiš neke dodatna sredstva, ki smo jih včasih igrali s kakimi vaškimi igrami, vaškimi veselicami. Tega pa danes več za neko normalno sfero ne dobimo.